Dobro jutro, ura je zgodna, pol sedmih je zjutraj, jaz začenjam službo in danes vam bom predstavila, kako poteka moj dan, kaj počnemo pri nas v Velobaru čez dan. Evo, takole pa pri nas izgleda, ko je lokal zaprt. Takole pa zdaj izgleda lokal, ko je odprt. Torej, jaz pijem prvo kavico že kar na tešče, čeprav baje ni to najbolj zdrav, ampak ko pridejo kave, prve stranke iz kavicami in kava tako dobro zadiši, da pač jaz ne moram zdržati in potem tudi jaz popijem svojo prvo kavico. No, zdaj pa že to ura, da moram pojesti zajtrk. Pa si bom naredila zajtrk, pa boste videli, kaj v bistvu jaz najbolj pogosto jem. In iz te mase lahko pa naredim vse živo. Zdaj vam bom pokazala nekako, kako kaj jaz naredim. Potem vam pa razložim, kaj vse lahko s te mase naredite. Torej, kaj zdaj lahko naredite iz tele mase? Lahko jo pojeste toplo, to bom jaz danes za zajtrk. Lahko jo date v pekač, pa jo spečete v pečici na 180 stopinj za 15 minut, pa pride taka pogača. Lahko jo pa uporabite za palačinke, pa spečete recimo za večerjo, tako da date palačinki, se tako lepo žličke gor, lahko obrnete. Če pa še kaj sladkega zapaše, lahko si gor malo javorjevega sirupa polirate in so perfektne in lahko jeste. Sam s tem imate. No in bolj pride Mirsad v službo, med mojo službo in pol on takole šraufa vmes kolesa. Jaz ga pa skozi sprašujem, kaj delaš in on mi nič ne odgovori nazaj. Odvisen, kdaj bom jaz to... No, takole grem Anžeta pozdraviti vsak dan. Živijo Anže, a sva kaj novega pogruntala? Imamo idejo, kaj? Dobro, danes. Imamo ideje. No, pa zdaj neham snimati. Danes pride glih ven nov video na YouTube, zdajle, čez 13 minut. No, evo, pol to so te najne ideje. Evo, moje službe je za danes konc, jaz grem domov. Stranke so bile vesele, zadovoljne, zdaj grem pa trenirati. No, zdaj grem pa res domov. Pa, adijo! Kako ste vsi bili danes? Super, fajn, adijo, Blaž, Marija, Novi, Dobrila, Gibala, adijo, dragi, adijo! No, evo, zdaj sem pa doma, po celem dnevu, sem po 8 urah po pol službe. Danes ste približno večkrat lahko na hitro videli, pač del, ni bilo nič posebnega, se ni. Videli ste, da lahko to, da v službi pojem že 3 svoje obroke, zajtrk, malico pa kosilo, ki sem si ga skuhala že en dan prej. Tako da nekaj sem že pač naredila danes, zdaj pa treba še pač trenirati. Glih to, da ste organizirani, to je mogoče ta ena prednost, da si, glih meni je to zelo veliko pomagalo, da sem si, imam zelo organizirano življenje, sicer mogoče to nekomu ni všeč, rajši je bolj svoboden, ampak meni moram reči, da kar paše, ker edino na ta način točno vem, kaj bo se naslednji dan dogajalo. Se pravi, danes me čaka zdaj še en trening, imam samo recovery, tako da nekaj hudega ne bo danes. Kot sem rekla, organizirati se morate, če imate par dni na teden dejavnosti, športne ali pa kakršnekoli se ukvarjate, sami veste, se je treba malo organizirati. Izgovori so po moje bolj tako, no, tudi kakšne družine pa to se da, ne vseeno peljati, mogoče ne glih tokrat na teden, kakor to počnem jaz, ampak vsaj ne 3krat na teden se pa da. Tudi te stvari, če se že vnaprej si jih komponirate v svoj teden. Jasno, z eno od takih zadev, ki sem jih jaz najbolj mogoče porajtala od samega začetka, zdaj že skoraj 1 leto vse to traja, je žrtvovanje. Mogoče da takrat najprej temu to tako zgleda, ne, to je žrtvovanje v narekovajih, ker se od začetka se ti zdi, da se ogromno mogoče žrtvuješ, ogromno enega časa, nekaj ne greš v družbo, mogoče ne spiješ kakšnega kozarca več, kot bi ga mogoče, ali ga pa sploh ne, zato mogoče nikam ne greš. Ampak mislim, da se to na koncu, vsaj če imate neke plane, kaj bi radi dosegali, in če vidite, da to začnete dosegati, da se začnejo te plani nekako izpolnjevati,
in da dosega začnete te cilje, ki ste si jih zastavili približno, potem mislim, da ni to več nobeno žrtvovanje, ampak hkrati je zanimiv in se navadite, da je to del življenja, da se pač življenje malo spremeni, malo drugače in dalj časa, da se to dela, dalj časa potem v bistvu se na to navadiš in nimaš več občutka, da si se za kaj žrtvoval. Treba tudi pa žrtvovati kakšen trening, mogoče glih zaradi tega, in glih zato se lahko podružite več ali pa da ste svojimi najdražjimi, mogoče takrat, ne pa da na vsak način samo trening in nič drugega. Tako da to je to, zdaj lahko pogledamo, kako izgleda moj laboratorij. Zdaj smo na balkonu, zaprtem balkonu in to je moj laboratorij, kjer jaz treniram. Mirsad mi ga je zelo lepo zrihtal, trenažer postavil, ekranov je dosti, tako da lahko gledam različne platforme, poslušam muziko ali pa gledam nadaljevanko. Tako da to je to za enkrat, pa vam pokažem še naprej. Evo, takole imam naštimano kolo na trenažerju. Ventilator, ki mi je zaenkrat čisto dovolj služ, ker imam tukaj zraven odprta okna in včasih še celo zebe. Takole lahko pogledam kakšen podcast. Trenutno uporabljam Ruvi, kadar hočem pogledati kakšen še zraven film, imam televizijo od zadaj. Pri roki so že kar lepo geli, da ga ne zmanjka. In pa imam tudi zraven lepo že pripravljeno pijačo, tako da to je to, pripravljen za današnji trening. Takole izgleda v Ruviju, podoben je v ostalih platformah. Poiščete svoj trening, pri Human Performance Centru vse povezani s Training Pixi. Tukaj se najde trening, ki je za današnji dan določen, se ga izbere, poveže in se lepo trening začne. Čist simpel. State tend to do better at utilizing fatty acids. So again, it means that we're less reliant upon some of those glycolytic, Evo, trening za danes je končan. Največja napaka, ki jo delamo, je, da se gremo takoj po treningu tuširati, ampak veliko bolj pomemben je regeneracija, ker prvih 15 minut po treningu bo mišica takoj sprejela tele naše hidrate nove, ker jutri je spet nov dan. Moj dan gre počasi proti koncu, čaka me še večerja danes. Nisem pač cel dan samo trenirala, vmes sem dala še cujnepred, ampak to mislim, da jih ni treba, da posamem pa da vidite, kako dajem cujnepred. Kakor ste videli, da se vse speljati, jaz si dam te pomembne dogodke, pomembne stvari, ki jih imam za opraviti, ali pa v trgovino iti v shopping, si ponovadi dam na te dni, ko jih imam frej, ko ni treninga in tisti dan v bistvu počnem, kar mi paše. Ostale dni pa pač prilagodim glih temu, zato da lahko opravim pač to trening oziroma da lahko se ukvarjam z športom. Pa ena stvari, ki je tudi kar dosti zgodaj grem spat, sploh če delam zjutraj, probam nekje se držati, da spim 8 ur, ker tudi počitek je zelo pomemben, med počitkom vsi vemo, se regeneriramo, naslednji dan lažje funkcioniramo, vse nam je lažje. Tako da tudi to vedno pazim, da se nekako se odpočijem in tudi vam svetujem, da na to ste pozorni. Danes si bom še naredila večerjo, ne vem še čisto točno kaj, nekaj moram se še spomniti in potem pogledati kakšen film in spat. Evo, to je to za danes. Najedla sem se, še tale regeneracija in pol pa spat. Lahko noč.